Tine in moč delitve. Zgodba srca o učenju, pomoči ter vedoželjnosti. Tine je bil deček, ki je imel rad šolo. Ni bil le odličen učenec, ampak je bil tudi zelo vedoželjni raziskovalec. Njegovo življenje ni bilo omejeno zgolj na učbenike. Vsak dan je rad raziskoval nove stvari, bral različne knjige o vesolju, naravi in zgodovini. Tine je želel vedeti vse. Zanimalo ga je, kako stvari delujejo, in ko se je nečesa naučil, je takoj želel deliti svoje novo znanje z drugimi. Vedno je bil pripravljen pomagati sošolcem, ko so naleteli na težave. Včasih so naloge postale težje, včasih so jim matematika ali slovenščina povzročale skrbi. A Tine je vedel, da je učenje veliko lepše, če se lahko skupaj premagajo izzivi. Ko je opazil, da so sošolci potrebovali pomoč, je hitro pristopil in jim razložil naloge. Vedno je iskal načine, kako bi jim to lažje razložil. Naj bo to s primeri iz vsakdanjega življenja ali z drugimi poenostavljenimi razlagami. A Tine ni pomagal le zato, ker je bil odličen in dober učenec. Imel je strast do znanja. Njegova vedoželjnost je bila nalezljiva. Ko je prebral, na primer, novo knjigo o vesolju, je takoj šel v razred in povedal sošolcem vse o planetih, zvezdah in galaksijah. Ko je izvedel kaj novega o živalskem svetu, je to takoj delil. Ni bilo teme, ki Tinetu ne bi bila zanimiva, in z veseljem je raziskoval vse, kar je bilo mogoče. Poleg tega je bil izvrsten učenec, ki je vedno opravljal tudi dodatne naloge. Nikoli ni bil zadovoljen s tem, kar je že vedel, ampak je vedno želel raziskovati še več in še več. Nanj so se obračali sošolci, ko so potrebovali pomoč pri domačih nalogah. Tine jim je vedno pripravljen pomagal, pri čemer pa ni le reševal nalog. Pojasnjeval je, zakaj je nekaj tako, in jih spodbujal, da razmišljajo in raziskujejo tudi sami. Za Tinetovo srce ni bilo nič lepšega, kot videti nasmehe sošolcev, ko so jim naloge postale lažje. Ko je opazil, da so tudi oni začeli raziskovati nove stvari in postajati vedoželjni, je vedel, da je resnično naredil nekaj pomembnega. Pomembno ni bilo le to, da so naloge postale enostavne, ampak da so sošolci začeli verjeti vase in da so tudi oni začeli iskati odgovore na svoja vprašanja. Tine je verjel, da je moč znanja v tem, da ga deliš. Zato je bil vedno tam, pripravljen pomagati ter spodbujati svoje prijatelje, da se ne ustavijo. Vedel je, da bodo vsi skupaj postali boljši,
če bodo drug drugega spodbujali in si med seboj delili svoje ideje. Ni bil le dober učenec, bil je tudi dober prijatelj, ki ni okleval, ko je bilo treba stopiti naprej in pomagati. Dragi otroci, če želite nekaj doseči, ne pozabite, da je najboljše, ko svoje znanje delite z drugimi. Raziskujte, bodite radovedni in nikoli ne nehajte postavljati vprašanj. Učenje je potovanje, ki je najlepše, če ga hodimo skupaj. Pomagajte si med seboj, spodbujajte drug drugega in verjemite, da lahko dosežete vse, kar si zadate, ko si delimo znanje in ko vztrajamo.